Pozdravljeni. Pred nami je že prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Abu Dabija. Tudi tokrat si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in drugem prostem treningu. Kot običajno bo tudi današnji prispevek razdeljen na dva dobro ločena dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti. Nato v nadaljevanju bomo skušali razumeti, kakšno je pravo razmerje sil glede na prihajajoče kvalifikacije. A najprej si bomo, seveda, kot ponavadi, pogledali, kaj je zapisanega v tistem uradnem dokumentu, ki ga izdaja FIA. In seveda, nobeno presenečenje ni, da vidimo popolnoma bele liste papirja. Gre za zadnjo dirko na letošnjem koledarju in dobro nam je znano, da v prihodnjem letu pridejo bolidi, ki bodo rezultat čisto novega tehničnega pravilnika. Zato nič čudnega, če imajo ekipe na razpolago le tisto, kar smo v bistvu videli že na predhodnih postajah. Kljub vsemu imamo kar nekaj zanimivosti, mimo katerih, vsaj sam menim, ne moremo kar tako. In najprej se bomo ustavili pri barvnih shemah, kjer lahko diskutiramo, na primer, ali nam je všeč, kar so napravili pri McLarenu ali ne, ampak ne smemo mimo tistega, kar so nam pokazali pri Alpinu. Verjetno marsikdo izmed vas bo enostavno spregledal napis Merci viri. Menim, da viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, niso posvetili dovolj pozornosti temu, da je velika nagrada Abu Dabija v sezoni 2025 zadnja za pogonske sklope Renault. Dobavitelj, ki je spisal zgodovino Formule 1 s svojimi inovacijami in svojimi projekti, bo na lepem kar tako odšel. In izgleda, kot da v resnici nikogar to ne prizadene. A verjamem, mnogo navdušencev, ki je danes prisotnih v Formuli 1, ne ve, kaj se je dogajalo v preteklosti. Zato tudi ni čudno. A poleg tega smo lahko slišali v preteklih urah še kar nekaj zanimivih novic. V prihodnji sezoni bodo imeli pri ekipi Haas novega glavnega pokrovitelja. Zakaj temu pripisujem tako velik pomen? Ker gre v resnici za Toyoto. Videli bomo na bolidih ekipe Haas, da bodo imeli pred imenom TGR ali Toyota Gazoo Racing, kar pomeni izjemno zanimivo situacijo. Namreč znano nam je, kako ekipa Haas najema pri Ferrariju inženirje, da jim zarišejo bolid, ki ga potem naredijo pri delavi. Toyota s svojim centrom v Kölnu je sposobna to narediti sama in tudi njihov vetrovnik, morda ni najmodernejši, ampak še zdaleč ni
tehnično zaostal. Ampak zanimivo je, kako bo kar naenkrat Toyota še bolj stopila v ekipo Haas, Ferrari in bo pa v navednicah podarjal tehnično znanje. Tako na področju pogonskih sklopov, menjalnikov, kot tudi na področju šasije. In zanimivost. V sezoni 2026 bomo videli Cadillac, ki bo seveda močno odvisen od Ferrarija. Pred kratkim smo videli, kako so jim celo posodili bolid, in seveda Toyoto Haas. In če nekomu niso začeli malce zvoniti alarmni zvonci, v prvenstvu WSC, torej v prvenstvu vztrajnostnih prototipov, sta konkurenta Ferrarija tudi Toyota in Cadillac. Malce čudno, mar ne? Seveda, velika nagrada Abu Dhabija je tradicionalno tista, kjer vidimo ogromno novincev na prvem prostem treningu. Ne zato, ker bi bilo to nekako zaželeno, ampak ker je nujno potrebno, če želijo ekipe izpolniti obveznosti. Letos je bilo to kar 4-krat, po 2-krat za vsak bolid. A zanimivo je nekaj drugega. Koga smo videli na progi? Marsikateremu navdušencu so imena dokaj neznana. In če smo do konca iskreni, malo kdo izmed tistih, ki smo jih tu videli na prvem prostem treningu, je sploh potencialni kandidat za sedež v Formuli E. Na primer, pri Aston Martinu je Cian Shields izjemno zanimiv. Namreč ne spomnim se, da bi v Formuli 2 ali Formuli 3 sploh kdaj dosegel točke, ne zmage ali naslove. In seveda drugi voznik, kateri je po mojem zanimiv tu na progi v Yas Marini, je Arthur Leclerc. In mnogi bodo dejali, kaj smo ga že videli. Seveda gre za brata Charlesa Leclerca, ki pa ni več v okvirju Ferrari Driver Academy. Ker zopet ni nič takega, ampak zanima me, zakaj na primer priložnosti niso dali nekemu Dinu Beganoviću. Če se kdo spomni, na začetku te sezone je ogromno prahu dvignil prav Beganović na prvem prostem treningu. In če bi imeli z njim resne načrte, bi mu verjetno priložnost ponudili tudi sedaj. Ampak ni treba posebej poudarjati, da sam nisem med tistimi, ki Beganovića izjemno visoko cenijo. Tudi v naših krajih je bil popularen bolj zaradi svojih korenin kot zaradi svojih rezultatov, a pustimo pri strani nivo naše kulture motošporta. Govorili smo o Toyoti, kjer je skorajda logično, da pri ekipi Haas vidimo Hirakawa. Videli smo, da na primer pri ekipi Racing Bulls je prisoten Iwasa zaradi dogovora s Hondo. Logično je, da pri Red Bullu je nastopil Lindblad, kajti on bo naslednje leto v Formuli 1. Pri ostalih pa ne vem, kaj bi rekel o Petu O'Wardu, ki je voznik ekipe McLaren v seriji IndyCar in v Formuli 1 ga v resnici nikoli ne bomo videli. Paul Aron je verjetno svojimi pokrovitelji manj darežljiv kot Franco Colapinto. Luke Browning pri ekipi Williams je član njihove akademije in je dobil priložnost, ampak bodimo iskreni. Razen Lindblada, praktično nihče, ki bi imel realne možnosti. Pustimo sedaj to. Potrebno bo razmisliti, kako smiselne so te obveze, da
ekipe morajo dati mlajšim voznikom priložnost in na to vidimo, naprimer, kandidate, kot so Jack Crawford pri Aston Martinu, ki kaže določeno perspektivo, ampak v realnosti izjemno težko vidim, da bo dobil priložnost, razen če bo nekdo izmed glavnih voznikov, naprimer, se poškodoval ali izpolnil. Zato je tudi jasno, da rezultati prvega prostega treninga so vse prej kot mirodajni. Namreč skorajda polovica celotnega razporeda je novincev, ki so se znašli seveda tam na dnu razpredelnice. Že to, da je Franco Colapinto 10., vam lahko pove, da lestvica ni realna. In če naredimo še neko drugo primerjavo, namreč čas, ki so ga dosegli najboljši, je približno 2 sekundi slabši od onega, ki ga je dosegel najboljši lani na kvalifikacijah. Zato razmerje moči iz prvega prostega treninga sploh ni relevantno. Pomemben je drug. Na prvi pogled bi lahko dejali, da se razmerje sil med prvim in drugim prostim treningom vsaj tam zgoraj ni spremenilo. Lando Norris pred Maxom Verstappenom. A bistveno je poudariti, da na prvem prostem treningu je bila razlika pičlih 8 tisočink, sedaj se je ta povečala na 30,5. A treba je tudi poudariti, da pravzaprav izgleda, kot da bi se Max Verstappen tudi malce skrival. Naredi hiter čas in čaka, da ga bo Lando Norris prehitel, neke vrste igrica mačke z mišjo. In Lando Norris je seveda na prostem treningu napravil najboljši krog, kar ga postavi v tisto najboljše izhodišče za prihajajoče kvalifikacije, ampak tudi Max Verstappen zna presenetiti. Oscar Piastri je seveda voznik, ki je bil prisiljen v navednicah izpustiti prvi prosti trening. Na drugem ni napravil čiste simulacije kvalifikacij, torej v krogu, ki je štel, je napravil napako. Ampak tudi njega lahko vidimo med favoriti, čeprav menim, da je iz samega boja za naslov, kot smo govorili v predhodnem prispevku, že rahlo izključen. Ne smemo tu tudi izločiti obeh tovarniških Mercedesov, posebej George Russell, zna biti konkurenčen, medtem ko pa pri Ferrariju, bodimo iskreni, več težav kot rešitev. Rezultat ekipe Sauber, tako s Hülkenbergom kot Bortoletom, nas ne bi smel nekako zavesti. Pomnim, da so kar naenkrat pri tej švicarski ekipi tudi na svoji zadnji dirki dobili neko magično formulo, nek kompromis, ki je oba voznika izstrelil tako naprej. Še posebej, ker, kot smo videli v prvem delu tega prispevka, ni bilo nobenih posodobitev. Torej, kaj lahko pričakujemo na prihajajočih kvalifikacijah? Po mojem skromnem videnju, predvsem boj med Norrisom in Verstappenom, kjer se bodo drugi skušali nekako umešati. Vprašanje je, če jim bo to lahko sploh uspelo. Ampak več o tem bomo povedali v našem zadnjem briefingu. Za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.